Evo, rad bi s tabo delil svojo osebno izkušnjo, kar se tiče, se pravi, poklica, kar se tiče izobraževanja, moj pogled na to in upam, da moja zgodba komu pomaga, da se koga dotakne, da ga malo upgrade. To je to, škoditi ne more. Se pravi, kar se tiče izobrazbe, sem začel tako kot vsi, osnovna šola, potem sem šel na gimnazijo, potem pa na fakulteto. V drugem letniku fakultete sem ugotovil, da iz te moke ne bo kruha, da iz te izobrazbe ne bo poklica in zato sem še bolj pospešeno začel delati na muziki, v tisto, kar sem se zaljubil takrat. Ampak to niso bile moje prve, bom rekel, delovne izkušnje, že kot mlad sem začel delati pri studiu Cotič. Takrat sem postavljal spletne strani in dosti hitro me je začela zanimati beseda in sem bil pravzaprav novinar, da sem pisal za Spletko, takrat še Smrklo in tako naprej in potem tudi do One in tako naprej. Skratka, pisati pa to ustvarjati mi je bilo pač od nekdaj zabavno. Kar sem spoznal je to, da več, ko znaš, res več veljaš in da znanje je life in da nikoli ne smeš biti tako klen v življenju, da se ne bi naučil neke nove stvari, karkoli to v življenju že je. Glasba ni samo, se pravi, glasba je še tisoč enih stvari, probali smo delati reklame, delati videe, snemati za risanke, nosil sem stvari gor na oder, bil neke vrste pač rowdy, vse kar se da in nikoli nisem dobil v svoje misli nekega feelinga, da sem za eno delo vzvišen ali pa da je prenizko zame. Del je del in vsak del je na nek način svet. Danes sem zaposlen na mestu direktorja in pač vidim iz različnih izkušenj, koliko so mi vse te izkušnje odprej pomagale, da ko ni bilo nobenega takrat okoli, da bi mi lahko pomagal, da sem najdel na internetu kakšne tečaje, tutoriale in iz tega potem se pravi zgradil vsaj neko znanje. In danes vem, recimo, ne vem, pri Facebooku oglaševanju, ker sem mogel sam delati, točno vem, kako približno poteka in tudi, če vsaj malo o neki stvari veš, je ta zadeva dobra. No, potem, ko sem pač diplomiral, je pa naš dekan rekel, glejte, diplomo vam lahko dam, zaposlitve vam pa ne moram dati. In takrat mi je bilo, veš, če bi te poslušal, kje bi bil takrat? Zato bi rad položil vsem na srce, ki to poslušajo, ne računati na izobrazbo, ne računati na diplomo, računi nase in računi na svoje znanje, da dobiš čim več izkušenj. In tudi, kdaj, če kaj naredi zastonj, ni nič narobe. Ne razmišljati tako, koliko bom imel tega denarja, pa kaj boš dal ti noter, tako kot smo že rekli v pesmi Poker avtomat. In milijonkrat se je zgodilo, da smo šli delati neko stvar zastonj, ampak ne čisto zastonj, ker si vedno spoznal nekoga tam, se povezal, mrežil in ti je potem nekje pomagal kakšno stvar, ne vem, nekako že vesolje poskrbi, da se izide, če si dober in če delaš srcem, če si res zavzet, če si entuzijastično noter, da zadeva gre. In na koncu poklic je z klicom vedno povezan in ko slišiš tisti klic v sebi, da je to zate, ne se takrat ustaviti, ampak pejti 110, 120, 200% pač noter. Izobražuj se čim več, danes je toliko enih stvari na internetu, da se lahko naučiš, da znanje ni več izgovor, da ne bi nečesa. Tako da, to je to in seveda najbolj pomembno od vsega je danes, najbolj sem ponosen na svojo ekipo, ko pridem v pisarno, srcem sem tam, tudi če ne bi delal, tudi če bi zastonj delal, bi delal tam, ker toliko mi je všeč, vedno prijem dobre volje, ko grem iz službe, tudi če so totalno težavni dnevi. In tukaj mislim, da imam veliko sreče in sem zelo hvaležen, da lahko to delam, kar delam. Da delamo na konopla.net, da imamo še eno podjetje novo, en startup, Uniqli, ki se imenuje in da lahko, takrat, ko najdem cajt, da lahko še vedno kakšno rimo napišem iz srca, to, kar mislim, to, kar čutim in nastopam pravzaprav za vas in upam, da še vedno uživate v mojih komadih. To je to, lepo se imejte. Od 6 pa do 19 let, nikoli ni prepozno, da začneš spet. Karierni plac za učence, dijake in strokovne delavce. Dej v let!